Slovenska vojska kot 16. aprila izvedla vse ukrepe dviga stopnje pripravljenosti, sil SVO z namenom vzpostavitev nadzora nad ozemljem Republike Slovenije. Namera dva nivoja više z dvigom pripravljenosti sil Slovenske vojske, zaščititi objekte nacionalnega pomena, prebivalstvo in ozemeljsko celovitost ozemlja Republike Slovenije. Poslanstvo prve brigade je glavna sila sil Slovenske vojske, na podlagi ukaza na dan 24. aprila zaseda območje odgovornosti južno od prestolnice in z ofenzivnim delovanjem porazili pripadnike teroristične skupine Torst-Fist z namenom vzpostavitve nadzora nad ozemljem Republike Slovenije. Namera ključno pri delovanju prve brigade je formiranje LBBSK-ja, potem koordiniran premik enot LBBSK-ja v območju odgovornosti in potem delovanje, odkudar bo omogočeno načrtovanje in izvajanje ofenzivnega delovanja. Tri faze. Prva je premik, druga je vzpostavitev nadzora, tretja je prenos nadzora. V delovanju brigade je ključno, da zaščitne sile vzpostavijo kontrolo nad glavnimi komunikacijama, to je bilo poročeno že, da je bilo izvedeno, kar bo omogočilo zaščito obeh blokov, glavni sili, to smo mi, ter omogočalo izmik nasprotnikovih elementov in svoje poslanstvo se pa izvede, kot se je rečeno, v teh treh fazah. Namera je, da pri delovanju lahke bataljonske bojne skupine je predvsem, kar se tiče koordiniranega premika enot iz mirnodobnih lokacij v območju odgovornosti, vzpostavitev FOB-a in kontrole v območju delovanja z neutralizacijo nasprotnikovih elementov. Ključne naloge pri izvajanju poslanstva je izvesti premik v območje odgovornosti, vzpostavitev FOB-a, izvajanje kontrole v območju naše odgovornosti, neutralizacija nasprotnika in nazadnje predati nadzor lokalnim oblastem in civilni policiji. Končno stanje našega poslanstva je sovražnik neutraliziran, nadzor nad območjem odgovornosti v celoti predan lokalnim oblastem in civilni policiji. Sama izvedba našega delovanja je v prvi fazi premik v območje odgovornosti in vzpostavitev FOB-a Krpan. Faza 2, vzpostavitev kontrole v območju odgovornosti in pa faza 2, vzpostavitev kontrole v območju odgovornosti in pa faza 3, prenos odgovornosti na lokalne oblasti in civilno policijo. Sem Uroš Predan, študent obramboslovja, tretji letnik, vojaški modul. Prišli smo na vajo v Kočevje, da si malo gledamo opremo, sploh potek ter tabor Slovenske vojske. Glede vajem je bilo najboljše to, da se je dejansko prikazalo, kako vojska deluje na terenu, kako izgleda tabor, samo ogromno število vozil, vojakov, šotorov, opreme in tako dalje. Ter seveda tudi praktično predstavitev opreme, ki jo uporabljajo vojaki. Pravi tudi razmišljamo o prostovoljnem služenju v Slovenski vojski. Način vojaškega življenja je nekaj, kar bi mogel vsak, recimo, vsaj spoznati. Ko pa enkrat spoznaš, se na to odločiš, če ti je všeč ali ni, če si za to ali nisi za to.